Boštjan Velkavrh, zdravo. Zdravo Boštjan, lep pozdrav tebi in pa vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Prlek. V novi pesmi zapoješ na uvodu Lahko noč Piran. Kam se odpravljaš? Lahko noč Piran, jaz se vedno nekam odpravljam, zato pa je moj prvenec nosil naslov Potovanje. Zdaj trenutno se ne odpravljam nikamor, ampak Lahko noč Piran je zaradi tega, ker je avtor glasbe Marino Legovič bil tudi avtor glasbe zelo znane pesmi Anike Horvat Lahko noč Piran, ne? In pač pomeni, da Lahko noč Piran ni še prav izvenel, ne? Na nek način pa tudi stopaš v novo glasbeno obdobje, zato lahko rečeš Lahko noč. Ja, res, zdaj končno po dolgem času stopam v popolnoma novo glasbeno obdobje. Vmes, kot veš, sem pripravljam nov album že 3 leta, tako dolgo, da je zdaj novi album postal že stari album in potem neko nič, vmes se je dogajalo življenje, je trebalo par stvari na noge postaviti, tako da sem glasbeno malo miroval. Zdaj pa, kot si rekel, nova zgodba, popolnoma nova, nove pesmi, nov material za nov album, ki pa zdaj več ne upam obljubiti, kdaj bo, ampak nekako do kulturnega praznika 2025 bi pa moglo biti. Si zato na pomoč poklical galebe? Ja, galebi so čudovite ptice, ki zelo lepo letijo in jadrajo v burji nad morjem in pa zelo glasno včasih tudi lepo kričijo, pa se mi je zdelo prav, da galebe pokličem na pomoč. Ko kričijo, imam občutek, da se kregajo. Ja, galebi tako, da se derejo na en drugega, da se kregajo, da bi en rad bil bolj pameten kot drugi. V bistvu so nam ljudem zelo podobni, ne? Če tako gledaš, tudi mi ljudje včasih si mislimo, da če bomo bolj glasni, da bomo bolj pametni, pa ni vedno tak, ne. Če se dobro skričiš, potem se lahko tudi na nek način osvobodiš. To pa je res. Zvok osvobaja, zvok in glasba osvobajata, kakorkoli, če ima kdo kakršnekoli težave, pa to drži v sebi, je to dobro dati ven na nek način. Zdaj eni kolesarijo, eni laufajo, eni pa pojejo, eni pa se deremo in če se dobro zdereš, si polko novi, ne. Se mi zdi tako, da to je zelo zdravo. Pesem ima tudi video podobo, v kateri pa se, kot vidim, pelješ tudi vzvratno. Ja, seveda, Gorazd Radojevič je naredil odličen video, ki v bistvu podpira pesem in tako, ko človek prisluhne besedilu in tej pesmi se lahko vrne v spominih nekam nazaj včasih in ravno tam, ko se v spominih vračamo nazaj, grem v video tudi vzvratno z avtom. Kako pa se boš vozil naprej? Naprej pa počasi in varno do novih ciljev. Najprej je treba počakati to leto, da gre do konca, kmalu bodo začeli praznike. Imam še 4 pesmi za dokončati, potem pa mislim nov album, pa tudi nekako v 2025 prirejam eno mini slovensko turnejo, če lahko temu tako rečem, koncertov in upam nekaj sem v dogovorih, da me bo odneslo tudi kaj v Prlekijo, v Ormož in Ljutomer, tako da se mogoče potem tudi v živo vidimo tam pri vas doma. Bo pa ta sedaj odneslo tudi v naš radijski eter, zato Boštjan, naj galebi zakričijo? Tako, naj galebi zakričijo, čudovito, prisluhnite in verjamem, da se bo vsak našel v tej pesmi. Uživajte in pa lepo se imejte in letite varno. Hvala lepa. Moje ime je Boštjan Velkavrh in vi poslušate oddajo Radioaktivno. Lahko noč Piran ni še prav izvenel, le kot star roman je potiho zbledel. Toda pride dan, ko se nekaj zgodi, kot bi kdo začaral to mesto in ljudi. Jaz pa bedim, na oknu slonim, vse je kot prej, le tebe več ni. Ko galebi zakričijo v tak večer in se vse zgodi, vse živi spet.
zaslišim melodijo starih cest. In korake v mrak. Lahko noč piran, veter nama je pel. Ti si skrila dan, jaz sem valove preštel. Ko so ulice skrito, kakor stare gospe, v temi zapolkli poslušale vse. Jaz pa bedim, na oknu slonim, vse je kot prej, le tebe več ni. Ko galebi zakričijo v tak večer in se vse zgodi, vse živi, spet zaslišim melodijo starih cest. In korake v mrak, po kateri tudi tebe pripeljal. Kot se je nekoč tista noč, bodo ptice z nama bele kot takrat. Ko imel sem te rad. Ko imel sem te rad. Ko imel sem te rad.